Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Kako si, je vprašanje, na katerega ponavadi odgovorimo dobro, odlično ali pa bilo je že boljše. Kolikokrat pa se mi vprašamo, kako sem, kako se počutim. Na to, kako se mi počutimo, vpliva na to, kako mi razumemo svet, kako mi razumemo okolico in kako bomo odreagirali. Ampak mi se ne sprašujemo, kako smo mi. Mi se sprašujemo, zakaj so drugi takšni, zakaj se meni to dogaja. Ne sprašujemo pa se, kaj je v meni, kaj jaz v meni lahko spremenim. In ko se začnemo spraševati, kaj je v meni, ko si postanemo pomembni, ne na ta način, ti lepo ravnaj z mano, ampak najprej jaz bom lepo ravnala s sabo, takrat se stvari začnejo odvijati drugače, takrat svet postane drugačen. Nekako normalno nam je, da smo v stiski. Vsak dan je eno hitenje, borba, merjenje, en kup nekih nalog, zadolžitev, kaj moram. In vse te, kaj moram, naenkrat tega postane preveč. In ko tega postane preveč, mi v sebi čutimo stisko. Stisko lahko čutimo, ko dobimo neko novo nalogo v službi. Stisko občutimo ob otroku, ko nas ne uboga. Stisko občutimo, ko ne vemo, kako bomo kaj povedali partnerju ali pa možu, fantu. Stisko lahko občutimo ob starših, prijateljih, v trgovini. Stiska je skupek nekih čustev, ki jih mi zaznamo kot nekaj neprijetnega. Se pravi, to je alarm. Alarm je, lej punca, dej, vzem malo časa zase in poglej, kaj je v tebi. Kaj je v tebi, kaj ti manjka, kaj ti rabiš, kaj moraš dati ti sama sebi, da bo ta stiska manjša. Stiske se nalagajo, majhna stiska, večja stiska, še večja stiska, potem pa pridemo do tesnobe in potem je še večja tesnoba in potem pride do paničnega napada. Ali pa pride do raznih psihosomatskih težav. Ampak ne glede na to, kako vi to imenujete, gre za to, da se moramo mi, da je fajn, če se mi najprej ozremo vase, kaj jaz lahko spremenim. In to, kaj jaz lahko spremenim, sem se jaz vprašala že veliko let nazaj. In sem ugotovila, da se bojo stvari, moje počutje lahko spremenim samo jaz. In takrat sem jaz začela se spraševati, kako naj jaz to spremenim. In z leti sem jaz, mi je uspelo najti način, ki je celosten, ki zajema celotno telo, celotno naše življenje, tako da ga lahko uporabimo v različnih življenjskih obdobjih in na različnih življenjskih področjih. Gre pa za to, da mi začnemo spraševati sebe in se nehamo boriti navzven. Ti se moraš obnašati tako, ti si mene ranil, ti si mene prizadel, ti si kriv in ti se moraš spremeniti. Jaz bi vam rada v naslednjih videih povedala, da z ne veliko spremembami v sebi lahko zelo veliko spremenimo navzven. Že samo, če pogledamo stiska, ker sem začela stisko, kaj pomeni stiska? Stiska pomeni, da smo mi nekam stisnjeni, da smo stisnjeni ob steno, da smo stisnjeni ob zid. Se pravi, mi, ko čutimo stisko, smo v stresu. V stresu sta ponavadi dve reakciji, ali boj ali beg. To sta najpogostejši reakciji. Če se odločimo za boj, se pravi, se obrnemo navzven in se začnemo boriti. Ti si kriv, ti moraš narediti drugače, ti me ne spoštuješ, zahtevam, da je to tako in tako, moraš to in to narediti. Če se odločimo mi za beg, se potegnemo vase, gremo stran, utihnemo,
ustvarimo zamero, smo užaljeni, smo ranjeni in imamo občutje nemoči. V begu se mi počutimo dovolj močni, da lahko napademo. Če bežimo, je v nas nemoč. Ampak vse eno in drugo je samo odraz na stres. Stres pa je posledica tega, da mi ne obvladamo situacije. Zdaj gremo pa mi korak naprej in pogledamo, kako pa mi obvladamo situacijo. Kdaj mi lahko obvladamo situacijo? Mi obvladamo situacijo takrat, ko se počutimo v sebi globoko dovolj varni, dovolj močni, ko imamo notranjo moč, ne zunanjo, ko imamo notranjo moč in ko smo dovolj vredni. In vse te tri komponente skupaj nam omogočajo popolnoma drugačen pogled na situacijo. Ko pride do nekega izziva, se pravi, ko pride do nekega problema, ko pride do neke informacije, se v naši notranjosti ne zgodi več potres, ne izbruhne več vulkan. Kaj pomeni ta potres in vulkan? Ko mi nimamo, ali pa ko imamo mi premalo notranje moči, ko imamo premalo zaupanja vase, ko imamo občutje krivde, ko se bojimo, kako nas bojo ljudje sprejeli, ko nočemo biti slabši od drugih, ko ne zaupamo vase, takrat smo mi na preži in takrat neka informacija vzbudi to, vsa ta občutja. Nisi dovolj dober, nisi dovolj vreden, nisi dovolj sposoben, drugi se bojo norčevali iz tebe, drugi so boljši kot ti in to povzroči stres. Se pravi, mi smo ogroženi, mi nismo dovolj dobri, mi nismo dovolj vredni, ampak mi to čutimo drugače. Kaj mi čutimo? To se zgodi v nezavednem. Zato ljudje govorijo, terapevti govorijo o čuječnosti. Kaj je čuječnost? Čuječnost je, da prisluhnemo sebi. In jaz vam govorim, vprašajte sebe, kako se počutim. In če se počutite v stiski, se vprašajte, kaj jaz lahko zdajle naredim. Ne gre za to, da naredimo naven, da zbežimo ali se borimo, ker beg in boj ne naredita nič drugega, kot trenutno rešita situacijo, dolgoročno jo pa ne rešita, zato ker se vedno znova znajdemo v podobnih situacijah. Če pa hočemo mi to celostno rešiti, moramo pa rešiti tako, da bomo mi situaciji kos, ne pa da bomo vedno znova bežali ali se vedno znova borili. In tukaj v tem je razlika. Razlika je v tem, da imamo mi v bistvu zelo malo problemov, imamo pa veliko izzivov. Ampak če mi čutimo nekaj, da je to problem, pomeni, da smo mi temu problemu skoraj komaj kos ali skoraj ne kos. Če pa mi vzamemo kot izziv, če mi čutimo, mi moramo čutiti kot izziv, potem pa rečemo, ne da se mi čist s tem ukvarjati, ampak bom to naredil, zato da bom prej frej, ali pa zato, da dam to zadevo iz glave. Ampak v otroštvu bi se mi mogli naučiti, bi mi mogli vzpostaviti občutje notranje moči, notranje varnosti in notranje vrednosti. In potem bi mi lažje vsakodnevne zadeve, informacije sprejemali kot izziv in ne kot problem. Mi pa govorimo o problemih. Če poslušamo televizijo, govorijo ne o nasprotniku, ampak o sovražniku. In že samo ta majhna razlika v besedah, ali je nekaj sovražnik, nekdo sovražnik, ali je nekdo nasprotnik, je tako velika, ta razlika je tako velika, da
v nas vzbudi popolnoma drugačna občutja. Če je nekdo nasprotnik, se pravi, z nasprotnikom se lahko pogovorimo, s sovražnikom se ne moramo pogovoriti. In zato mi, ko se obrnemo vase, se lahko vprašamo, kaj jaz mislim, kaj je v moji glavi. Lahko se vprašamo, kako se jaz počutim. In vse, kar sem do zdaj povedala, vam še zmeraj nič ne pomaga, kako v vsakdanjem življenju se znebite stiske. Načinov, kako se znebimo mi stiske, je več. Enega vam ponujam jaz. Ker sem jaz v osnovi zelo len človek, sem se skupaj naredila najbolj enostavno. In to je, da uporabimo domišljijo. In z domišljijo, pomočjo domišljije, točno tako, kot si s pomočjo domišljije slikamo mi katastrofe in slabe stvari in kaj si ljudje slabega v nas mislijo in koliko slabo nam želijo, točno tako mi domišljijo lahko uporabimo za to, da te stvari spremenimo. Te stvari moramo mi spremeniti, ampak ni dovolj, da jih mi spremenimo v glavi. Mi se lahko nabildamo, močna sem, lepa sem, uspešna sem, fantastična sem, ampak to meni nič ne pomaga, če jaz ne čutim. Jaz moram čutiti to in ko bom jaz to čutila, ne bom imela nobene potrebe, da jaz to govorim navzven, da si govorim na glas, da si govorim pred ogledalom. Ampak pot do tega pa je, da si te stvari povemo, vendar ne v glavi, globoko v sebi. In čem je razlika? Ko mi povemo v glavi, ostane v glavi. To je ta zemeljski del, to je mišljenje. Ko pa mi povemo globoko v sebi, s pomočjo notranjega otroka, ko mi govorimo notranjem otroku, pa postane čist drugače, gre pa v naše nezavedno, gre globje v nas, pride do povezave z našo dušo, kakorkoli vi že imenujete, gre za povezavo samega s sabo in to je popolnoma drugače občutje. Ne gre v pol ure, ne gre v 1 uri, ne gre niti v 1 mesecu, nekaj spremeniti mišljenje o sebi, čutenje o sebi, nekaj, kar mi mislimo in smo prepričani, 30, 40, 50 let se ne da spremeniti v 1 mesecu, se da pa spremeniti toliko, da vidimo, da stvari drugače delujejo. In ko stvari drugače delujejo, mi dobimo smisel, da nekaj spremenimo. Torej, da ne bo tale video samo eno blebetanje v prazno in skakanje levo, desno, gor, dol, dajmo nekaj narediti. Glejte, vprašajte se, kako se počutim. Kako se počutim in oštevilčite od 1 do 10, kako slabo se počutite. Ne iščite, kako dobro se počutite, iščite, kako slabo se počutite. To ni negativno. To je znak prve moči, da se upate vprašati in povedati sebi, kako slabo se počutim. In ko se slabo počutite, nad 5, si rečete, ok, dovolj je, ne bom se počutila slabo. Ne bom se počutila slabo, ni mi treba, da se počutim slabo. Kaj jaz lahko naredim? Kaj je tisto, kar mene trenutno najbolj teži? Če vas težijo neke skrbi, si rečete, ok, skrbi ne pomagajo. Skrbi ne rešijo ničesar. Ali jih rabim, a jih potrebujem? Ne jih ne. Najprej bom vrgla ven skrbi. To je točno tako, kot bi vrgli iz stanovanja ščurke. Ščurkev nimate v stanovanju, torej ne imejte v sebi skrbi. Skrbi vam ne koristijo, skrbi vam ne pomagajo. Kako vržemo ven skrbi? Predstavljajte si, uporabite predstavo, uporabite to, kar ves čas, vaš in vaše podzavest dela. Predstavljajte si škatlo, v kateri so zapakirane stvari, skrbi, škatlo, v kateri so zapakirane skrbi. Te skrbi grejo na tekoči trak, tekoči trak teče do konca vašega telesa, do konca vaše glave, kjer se konča, škatla pade,
globoko, globoko nekam v brezno, ven iz vašega telesa. Poskusite se rešiti par skrbi, pa boste vedeli, kako se boste počutili. In popolnoma enako lahko naredite z žalostjo, z ljubosumjem, s strahovi, z demoni, z vsemi neprijetnimi občutji, ki vas tlačijo navzdol. Neprijetna občutja so pokazatelj, kaj je v našem telesu in so nujno potrebna. Ampak ne, da mi postanemo zbiratelj slabih občutij. Lejte, zbirajte znamke, zbirajte srčke, zbirajte lajke, ampak ne zbirajte slabih občutij. Zakaj bi zbirali žalost? Žalost je sporočilo, da smo na nekaj ali na nekoga ali preveč vezani, ali smo imeli napačna ali prevelika pričakovanja, ali so naša prepričanja napačna. Ampak drugi ljudje niso odgovorni za to, da bomo mi srečni. Ali pa niso odgovorni za to, da bomo mi žalostni. Mi moramo žalost predelati v sebi. In kako predelamo žalost? Z notranjim otrokom. To je drug korak. Ampak če hočemo mi sploh do notranjega otroka priti, moramo mi najprej prisluhniti sebi na splošno. Nekateri ljudje se, ko individualno delam z ljudmi, se prvič v življenju vprašajo, kako se počutim. To mi povejo. Jana, jaz se še nikoli v življenju nisem vprašala, kako se počutim. In ves čas sem iskala in so mi pisali in sem brala in govorili, imej se rada, ampak jaz nisem vedela kako. Prvi korak do tega, imej se rad, imej se rada, je to, da se vprašamo, kako se počutim. In vprašajte se, kako se počutim. Ali se hočem tako počutiti? In če je odgovor ne, potem zapakirajte paketek, dajte ga na tekoči trak in ga pošljite na drugo stran vesolja. Samo to naredite, za prvič naredite samo to. Pa ne bojo to skrbi, pa ne bo to žalost, pa ne bo to jeza, pa ne bo to karkoli, kar vas muči, ne bojo misli. Dajte, če se vam rolajo v glavi stavki, ki se jih ne morete znebiti, zapakirajte jih in jih nekam pošljite. Naredite to. Če vam je bil video všeč, ga prosim delite. Lahko pridete v mojo Facebook skupino Čarobni odnos, lahko si pogledate mojo spletno stran. To, o čemer sem jaz danes govorila in bom govorila v naslednjih videih, je opisano v knjigi Čarobni odnos. Zdaj je išla dopolnjena izdaja, kjer so noter vaje. Veliko teh vaj oziroma v videoposnetkih je v tečaju BEAM metode. Skratka, ful sem zdaj naložila. Vse je na moji spletni strani, lahko mi pišete, lahko me vprašate in vam bom z veseljem odgovorila. Ampak dajte, naredite nekaj zase, postanite si pomembni, kako se počutim. Ali mi je všeč, kako se počutim, to naredite. In če vam ni všeč, vršite ven, ni vaše. Spustite ven, ne oklepajte se, ničesar pomembnega ne boste izgubili, imejte se radi in kmalu se spet slišimo. Čau, čau.